Najprej moram na kratko pojasniti naslov. Pojem staroverstvo je seveda tehnični izraz, ki pa vendarle gradi pravzaprav na pojmovanju ljudi, ki so mu pripadali temu staroverstvu, da pač vse tisto, kar oni razmišljajo, počnejo, je to, kar je bilo po starem. No, in to ta izraz staroverstvo. S tem izrazom torej zamenjujemo zaničljiv izraz poganstvo ali ajdovstvo, kakorkoli že, skratka to so izrazi, ki jih je pač uvedla krščanska terminologija, ki je skušala ponižati torej druge vere, starejše vere, no in zato pač ta izraz staroverstvo. Zdaj, če je kdo mislil, da je to staroverstvo pač obstajalo na našem ozemlju samo pred 1000 in več leti, je bil lahko seveda povsem temeljno presenečen, tem, ko je pred 7 leti tudi v izdaji založbe ZRC išla knjiga Iz nevidne strani neba Pavla Medveščka, torej brez njegove knjige, te knjige, ki jo danes predstavljamo, seveda ne bi bilo. On je tam objavil svoje pogovore, ki jih je imel pred dobrega pol stoletja s pripadniki staroverstva v Posočju, kjer se je potem seveda izkazalo, da je staroverstvo kot družbeni, politični, ekonomski sistem preživelo do modernega časa. In potem tedanji direktor Urada za verske skupnosti Gregor Lesjak je skušal torej doseči neko raziskavo zdaj tega fenomena, ker je začel graditi katalog verskih skupnosti v Sloveniji in spodbudil ciljni raziskovalni projekt, katerega pravzaprav rezultat je tudi tale zbornik, to je monografski zbornik, v katerem nastopa 8 avtoric in avtorjev, in moram reči seveda, da brez Pavla Medveščka in Gregorja Lesjaka te knjige ne bi bilo, zato jima je knjiga tudi posvečena. Oba sta žal že pokojna, Gregor Lesjak je umrl, torej ko je bila knjiga že v tiskarni, zato je posvetilo obema, najdete noter v PDF-ju knjige, ki je na spletu, ni pa v sami tiskani obliki, tule v papirni obliki. Zdaj, kaj je to staroverstvo, torej ta obstoj staroverstva in ti podatki, ki jih imamo o tem, pomeni za našo družbeno skupnost, seveda tega mi v knjigi ne obravnavamo, ampak vsekakor bo ta vtis, torej ta družbeni vtis, da rečemo social impact, o katerem ste prej lahko slišali, je že sedaj zelo velik, ne samo, da pomeni v bistvu veliko spodbudo pri novoreligioznih gibanjih, o čemer ta zbornik ne govori, ampak tudi prinaša torej neke nove osnove v razmišljanju tudi našega odnosa do okolja. Zbornik je prvenstveno vseeno posvečen temu prvič, da poskuša utemeljiti, da ta izročila, ki jih je zapisal Pavel Medvešček, so avtentična, da ne gre za nikakršen ponaredek. Posvečen je temu, da skuša ta izročila umestiti v nek historičen razvoj religiozne misli v zlasti slovanskem svetu, in potem seveda nadaljuje z neko analizo tega izročila v pogledu postkrščanske teologije, ki seveda je mnogo širša kot strogo ozko zgolj krščanska teologija, in ki razbija nekatere dosedanje, recimo, klasifikacije religioznega razvoja, kot so nam jih še v šoli pač vtikali v glavo. Hkrati pa seveda zbornik skuša tudi pokazati, da tega staroverstva ne smemo mistificirati in da to ne gre zdaj za neko
neko mistično izročilo, ampak da ima to izročilo je imelo nekoč in ga lahko ima danes tudi povsem praktičen pomen za človeka, kako ob vseh tistih vplivih, ki jih narava ima na človeka, in tu gre v tem primeru tisto, kar se zdaj kaže zlasti za vplive zemeljskega magnetizma, sončnih neviht in podobnega, kako so lahko z urejenostjo svojega prostora pač te stvari v svojo prid, torej bodisi škodljive dele nevtralizirali ali pa koristne spodbudili. Skratka, to staroverstvo ima tudi za današnji čas svoj povsem praktičen vidik. No, v vseh podrobnostih pa se bo lahko pač vsaka bralka in bralec poučil sam, če bo bodisi vzel to knjigo v roko ali pa šel na splet, pa si jo potem snel dol in jo pogledal na svojem računalniku. Hvala.